V Škotcu predstavljamo razstavo TechSpace oziroma TechX*Space, ki se osredotoča na presek digitalnih tehnologij in urbanega prostora v kontekstu, v katerem digitalne tehnologije predstavljajo eno ključnih mehanizmov za pospeševanje kapitalističnih operacij. Hkrati s temi kapitalističnimi operacijami oziroma skladno z njimi pa tudi niso več nujno orientirane na interese človeških akterjev oziroma niso nujno instrumentalne zanje. Razstava torej predstavlja 7 umetniških del in projektov 9 umetnikov, ki delujejo tako nekateri v lokalnem, vsi pa tudi v mednarodnem prostoru. In poskuša prek teh predstavljenih projektov na nek način zasledovati ta novi prostor in pogoje in kriterije, pod katerimi je ta globalni prostor organiziran. Razstava predstavlja 7 umetniških del in projektov 9 različnih umetnikov, ki delujejo v lokalnem, nekateri v lokalnem, vsi pa tudi v mednarodnem prostoru. Prek teh predstavljenih del in projektov razstava poskuša na nek način zasledovati v bistvu te nove pogoje in kriterije organizacije globalnega prostora, ki v bistvu ni več organiziran nujno po meri človeka, saj se v bistvu s tem preomenjenim premikom gonilne sile družbene organizacije na stran teh avtomatiziranih in tudi vse bolj avtonomiziranih sistemov in mrež zgodi tudi to, da je ta prostor, globalni prostor strukturiran na načine v obsegu in s hitrostjo, ki nekako uhajajo človeškim kognitivnim in zaznavnim zmožnostim. Razstava v bistvu nekako se odpira ali začenja nekako z dobo, za sredo 90-ih let, in sicer s projektom Marka Pelhana UCOK 144, torej projektom urbanega, kolonizacijskega in orientacijskega orodja. Ta projekt je v bistvu v kontekstu te razstave pomemben zato, ker na nek način zregistrira določeno transformacijo, v bistvu določene mutacije v kapitalističnem sistemu in pa tudi v bistvu seljenje družbene moči v teren teh nevidnih oziroma nezaznavnih, takrat za v bistvu nekega civilista nezaznavnih telekomunikacijskih mrež in sistemov, ki so bili v tistem času v bistvu pretežno še v domeni vojaškega in komercialnega sektorja. V tem kontekstu dostop do informacij in število komunikacijskih povezav v bistvu predstavlja nov kriterij družbenih delitev. Torej, to je kontekst, na katerega se projekt UCOK 144 odziva. Torej, UCOK je tehnološki inštrument, ki posamezniku omogoča dostop do te informacijske mreže in hkrati tudi v bistvu okupacijo izbranega fizičnega prostora oziroma površine. V tem primeru je to površina mesta. UCOK sestavljajo različne tehnološke komponente. Sestavljanje iz GPS-a, iz radiooddajnikov, iz brezžičnega modema in digitalnih audio in video naprav, ki v bistvu uporabniku omogočajo, da psihogeografsko, tukaj seveda navezava na situacionistično internacionalo, zabeleži svoj sprehod po mestu, da medtem snema v bistvu vtise, vizualne in audio informacije in jih prenaša na internetno stran tega projekta. Na internetni strani je tudi zemljevid, na katerem je zabeležena v realnem času tudi v bistvu lokacija tega performerja, ki to napravo oziroma UCOK 144 uporablja. V bistvu s tem projekt že sredi 90-ih anticipira nastop recimo mobilnih komunikacijskih tehnologij, ki smo jih danes povsem vajeni, in pa tudi recimo neka aplikacije, kakršne so recimo Google Map in pa Instagram, Facebook in tako naprej, ki pa seveda so zapletene tudi z določeno mero nadzora. Torej, kot rečeno, UCOK izhaja iz nekaterih postavk situacionistične internacionale.
vendar pa v bistvu ob tem ves čas upošteva že te mutacije v kapitalističnih operacijah, ki zahtevajo tudi spremembe taktik odpora, kar je nekaj, kar Pelhan tudi v 90-ih v enem izmed intervjujev sam precej poudarja. Torej, UCOK v bistvu registrira vzpon in to odločujočo družbeno vlogo, ki jo te informacijski sistemi, ki operirajo na globalni ravni, prevzemajo. Hkrati pa tudi registrira nek odmik od te spektakelske forme, ki je bila orientirana recimo na množično potrošnjo, na nekega pasivnega potrošnika, na ideološko manipulacijo preko množičnih medijev, torej premik stran od tega v smeri nekega aktivnega, prozumerskega akterja, potrošnika, konzumerja, ki je hkrati tudi v bistvu nek mobilni nomadski akter v mreži. To je v bistvu tudi figura, ki jo ta projekt UCOK 144 upelje, to je osrednja figura tega projekta in je tudi v bistvu nekako osrednja figura te razstave. Kar je pomembno pri projektu UCOK in tudi za celotno razstavo, je v bistvu ugotovitev, da ukvarjanje s temi globalnimi telekomunikacijskimi mrežami, informacijskimi sistemi v bistvu nujno predstavlja odmik od privilegiranja prostorov umetnosti kot primarnih prostorov za umeščanje delovanja umetnika, ki ni nujno več samo tudi umetniško delovanje. To je v bistvu zelo značilno za Pelhanovo prakso, pa tudi za recimo drug projekt, ki ga v okviru te razstave predstavljamo, projekt New Elam. Z v bistvu tem prestopanjem meje umetnosti oziroma niti ne prestopanjem meje, ampak v bistvu obratno, povratno razumevanje umetnosti kot prostora umetnosti kot prostora, ki je že vpleteno oziroma del te globalne mreže, je v bistvu tudi nekaj, v čemer odzvanjajo v bistvu zahteve situacionistične internacionale. Torej, projekt UCOK apropriira takrat še vojaško tehnologijo in uporablja v bistvu tudi retoriko nekega tehnološkega podjetja. V končni fazi je UCOK projekt tehnološke veje projekta Atoll, ki se imenuje Pact Systems. In v bistvu za tako apropriacijo te retorike in tudi nekih mehanizmov, ki jih takrat uporablja v bistvu oblast, tudi spomni na te taktike, recimo situacionističnega deturnamenta. Hkrati pa v bistvu je določena razlika tudi v tem, kakšno mesto daje alienaciji. Zdaj, kar kot Pelhan tudi sam takrat poudarja, alienacija je v bistvu izhodišče, ni nekaj, kar bi bilo možno ali pa mogoče celo želeno presegati, ampak je, kot Pelhan sam reče, dejstvo, ki ga je treba izkoristiti v svoj prid. Torej, alienacija je na nek način orodje, prek katerega se na novo lahko rekonstituira določena družbena realnost. Torej, razstava se torej začenja z obdobjem, v katerem je sam dostop do teh v narekovajih nevidnih in takrat še nedostopnih informacijskih tokov morda še predstavljal taktiko odpora in v bistvu na nek način obljubljal možnost intervencije. Ampak hkrati pa nam projekt UCOK 144 kaže tudi to, da v bistvu gre že za neko preoblikovanje mehanizmov družbene dominacije, ki niso več v bistvu osnovani na ločitvi med recimo fizičnim pa virtualnim svetom, med javnim pa oziroma med fizičnim pa virtualnim prostorom, med javnim in zasebnim, med življenjem in delom, ampak v bistvu ravno na njihovem spajanju. To spajanje je potem v bistvu novo izhodišče za nekatere druge projekte, ki so projektu UCOK 144 na razstavi sopostavljeni. To so recimo, kot sem že prej omenila, tudi projekt New Elam, projekt Christopherja Kulendrana Thomasa in Annike Kuhlmann, ki je bil zasnovan leta 2016 in tudi prvič predstavljen na lanskem berlinskem bienalu. Torej, projekt New Elam je kolaborativni
eksperiment, ki vključuje strokovnjake z različnih področij, z področja arhitekture, oblikovanja, nepremičnin, ekonomije, umetnosti in tako naprej. In je v bistvu nekako zasnovan kot umetniško delo, ki prevzema formo startup podjetja. In to je nepremičninskega startup podjetja, ki si prizadeva vzpostaviti v bistvu nov bivanjski model oziroma prizadeva si vzpostaviti formo globalne stanovanjske naročnine, ki bi bila globalno distribuirana, fleksibilna in pa hkrati v kolektivni lasti. New Elam črpa iz dveh zgodovinskih referenc. Na eni strani iz politične zgodovine tamilskega ljudstva in v bistvu nepriznane države Elam, ki jo je na severu Šrilanke vzpostavilo neomarksistično revolucionarno gibanje, ki pa je bilo v bistvu z vojaško ofenzivo zatrto leta 2009. Po v bistvu propadu te neomarksistične revolucije na Šrilanki se vzpostavijo pogoji za liberalizacijo ekonomije in pa tudi razcvet trga sodobne umetnosti. In v tem momentu ta umetnik tudi kupi nekatere unikatna umetniška dela lokalnih umetnikov, ki so zdaj v tem času že naredili kariero na mednarodnem trgu in ta unikatna dela vključuje v svoje inštalacije, s katerimi promovira idejo startup podjetja New Elam. Druga referenca tega projekta pa je v bistvu nekako zgodovinska vloga, ki jo umetnost ima v inovaciji in preoblikovanju življenja in dela oziroma v iznajdevanju novih oblik življenja, ki so eventualno kooptirane ali pa uporabljene tudi za prenovo kapitalističnih operacij. In s tem v bistvu projekt nekako upošteva to omenjeno brisanje ločnice med življenjem in delom in se v bistvu na nek način tudi na zanimiv način sprevrže to oziroma na zanimiv način se tendenca v bistvu nekih preteklih zgodovinskih umetniških gibanj za spajanje umetnosti in življenja v projektu New Elam realizira v umetniškem delu kot stanovanjskem podjetju. New Elam si poskuša zamisliti drugačne oblike državljanstva, ki bi izhajale v bistvu iz te neke tudi tehnološko pospešene dislociranosti, hkrati pa to počne ne na način, da bi se vračal k preteklim zgodovinskim oblikam družbene organizacije ali pa preteklim ekonomskim modelom, ampak poskuša na nek način iz obstoječe situacije, iz obstoječega sistema locirati tiste točke pa tiste recimo tehnokapitalistične vektorje, ki že kažejo na razgradnjo ali pa na preseganje obstoječih socialnih pa ekonomskih struktur in institucij. Torej v obstoječem sistemu išče nekako zametke za nek nov ekonomski model, ki bi v bistvu tudi lahko nekako realiziral to idejo, zgodovinsko idejo kolektivnosti, na katero se projekt sam navezuje, v recimo neki postkapitalistični prihodnosti. Naslednje delo, ki v bistvu je še pripada nekako temu razstavnemu sklopu, je delo Constant Update Fatime El-Kadiri in Daltona Caldwella, ki je tudi prosto dostopno na internetu. To delo se ukvarja nekako z digitalno reorganizirano pozornostjo in pa anksioznostjo, ki iz nje izhaja. Uporablja trigger besede in pa tudi te alarmne zvoke, ki jih poznamo iz mobilnih naprav in ki nas ves čas na nek način spominjajo na vsako novo posodobitev, ki jo prejmejo naše aplikacije, naši Gmail računi, naše Facebook feedi in tako naprej. Tukaj je v bistvu pomemben nek nov ritem oziroma nekak ritem našega življenja ali pa vsakodnevnega časa, ki ga diktira nenehno posodabljanje, ki je zvezano ne samo z ekonomijo pozornosti, ampak tudi v bistvu z nekim imperativom po večni inovaciji, ki je tista, ki na nek način žene tudi v bistvu sodobno ekonomijo.
Zanimivo za to delo je predvsem to, da se samo nikoli ne posodobi. V bistvu, eventualno bo verjetno postalo obsoletno, ko se bodo enkrat zamenjali zvoki, ki nas na posodobitve opozarjajo, ampak zaenkrat obstaja na internetu kot fiksno delo in v bistvu nekako tudi v tej neki samorefleksivni maniri naslavlja v bistvu svojo lastno vlogo v tej ekonomiji pozornosti. Vsakih 30 sekund pa se v bistvu od leta 2008 posodablja tudi delo z naslovom Hottest to Coldest umetnice Aleksandre Domanović. To delo obstaja kot spletna stran, ki iz spleta zajema podatke o temperaturah glavnih mest. Imena mest na to v bistvu razporeja od najtoplejše do najhladnejše in sicer čisto brezbrižno do političnih, kulturnih ali pa drugih človeških interesov ali pa nekih projekcij, ki bi jih hoteli na neko globalno topografijo projicirati. Delo Hottest to Coldest v bistvu nemetaforično beleži ozračje. Predvsem je pomembno to, da splošči geopolitične hierarhije, hkrati pa v bistvu enakovredno obravnava politične, kulturne, tehnološke ali pa druge antropogene faktorje, kot tudi klimatske dejavnike, ki oblikujejo globalno okolje. Zdaj, če se je v projektu UCOG, s katerim smo pričeli razstavo, s pomočjo tehnološkega vmesnika in posredovanja prek mreže, performer v bistvu ponovno vzpostavil stik s fizičnim prostorom in je v bistvu tako tudi pokazal, da fizični prostor z digitalizacijo in internetom ne postane obsoleten, ampak se v bistvu prestrukturira v skladu s protokoli mreže, pa je v bistvu v delu Hottest to Coldest ta urbani prostor algoritemsko procesiran. Fizični prostor mesta je, ko je priklopljen na mrežo, tudi vir podatkov. Potem naslednji projekt, ki ga predstavljamo na razstavi, je projekt Sunstop Vadima Fiškina, ki je sestavljen iz mreže kamer, ki so nameščene po celem svetu in usmerjene tako, da snemajo sončni zahod. Z njimi upravlja računalniški program in preklaplja med posameznimi kamerami na način, da na projekciji sonce ves čas ostaja nad horizontom, torej sonce nikoli ne zaide. Zdaj, gibanje sonca je s tem ustavljeno in v bistvu bi lahko rekli, da gre tukaj za nek obrat ali pa realizacijo futuristične zmage nad soncem, ampak v obliki pulziranja svetlobe po optičnih kablih. Zdaj, če izum elektrike v bistvu omogoči, da se produkcijski proces podaljša pozno v noč in pa mehanizacija omogoči, da produkcija teče v bistvu neprekinjeno, pa v bistvu digitalizacija in internet omogočita neko globalno ekonomijo, ki teče v bistvu 24/7, se pravi 24 ur na dan. Prostor, ki ustreza te ekonomije, je globalen in povezan in je prostor tudi nenehne pozornosti, nenehne aktivnosti in priklopljenosti, nenehne budnosti, torej večnega dneva. Ovira te 24/7 ekonomije je seveda spanec, ki ga ljudje potrebujemo za normalno delovanje in življenje, se pa napoveduje, da bo z avtomatizacijo tudi ta ovira na nek način odpravljena. Zdaj, avtomatizacija procesov v bistvu na ključnih družbenih področjih je nekaj, kar je vse bolj prisotno. Recimo na področju ekonomije pa jo naslavlja projekt In a Blink of an Eye, tandema Pakuji Hardware. V videu oziroma videoanimaciji In a Blink of an Eye v bistvu treni očes te animirane človeške glave sledijo hitrosti pretoka podatkov v procesu visokofrekvenčnega trgovanja na borzi. Zdaj, ta hitrost podatkov očitno presega nekako kognitivne in zaznavne zmožnosti človeka in zato to trgovanje tudi upravljajo boti. Zdaj, z naslovom In a Blink of an Eye to delo tudi opozarja, da
v bistvu človeško telo ni več nekako mera organizacije časa, da če je bil v bistvu tren očesa včasih najmanjši v bistvu nekako znak ali pa metafora za najmanjši možni delček časa, ki ga še lahko zaznamo, je v bistvu ta tren očesa nekako z digitalizacijo in recimo v tem procesu visokofrekvenčnega trgovanja postal merjen z hitrostjo pretoka podatkov. Zdaj, z obsoletnostjo človeškega očesa v kontekstu avtomatizacije vida oziroma recimo v kontekstu strojne zaznave pa se ukvarja video, ki je tretji del serije naslovljene iMachine, avtorja Haruna Farokija. V tem delu Farokij v bistvu nekako zasleduje oziroma obravnava nov vizualni režim, ki se s to avtomatizacijo zaznave vzpostavlja in tudi razvije koncept operacionalnih oziroma temu bi rekli operativnih podob, ki nimajo več reprezentacijske, ampak izvrševalno funkcijo, ki v bistvu nekako ne reprezentirajo več objektov in tudi ali pa sveta in ne potrebujejo več v bistvu človeške interpretacije, ampak so kar direktno že del operacij, so del procesa in v primeru Farokijevega videa je ta proces, ki ga zasleduje in katerega del te podobe so, v bistvu proces, vojaški proces. V bistvu začne recimo machine recognition se razvija na začetku, predvsem v vojaškem sektorju z vodenimi izstrelki, ki potem eventualno lahko tudi prepoznajo in sledijo svoji tarči. Torej, operativne podobe so podobe, ki jih ustvarjajo stroji za druge stroje in ne rabijo biti več vizualizirane za človeškega gledalca. V bistvu ukvarjanje s temi podobami za Farokija valjda predstavlja tudi vprašanje vloge filmske podobe v kontekstu tega robotiziranega očesa, kjer to robotsko oko ni več podaljšek človeškega telesa, ampak v bistvu njegov robotski nadomestek. Farokij v bistvu torej že leta 2003, ko je to delo nastalo, beleži vznikanje tega novega od človeka hiperalieniranega sveta avtomatizacije, procesov, inteligentnih strojev in sistemov, od katerih pa je danes vse bolj odvisno delovanje na vseh ključnih družbenih področjih. Zdaj, tukaj se odpira tudi določeno vprašanje za sodobno umetnost, ki je bilo v bistvu motivacija za to razstavo, čeprav razstava na to vprašanje zares ne odgovori, ampak lahko recimo zaključim z njim kot vprašanjem, ki ostaja odprto. In sicer, kako lahko v bistvu sploh umetnost, sodobna umetnost, ki je tako zelo orientirana na človeškega gledalca, če pa ne več nujno na gledalca, recimo v primeru participatorne umetnosti ali pa interaktivne umetnosti, pa vsaj na človeškega uporabnika ali pa vsaj na človeškega akterja, kako v bistvu sploh lahko nekako, če si zadaja nalogo reflektirati družbo in če je en ogromen del družbenega delovanja danes v bistvu predstavljajo ravno te avtomatizirani in tudi vse bolj avtonomni nečloveški sistemi, kako ona v bistvu sploh lahko naslovi in se sooči z temi operacijami. Tukaj v bistvu tudi gre za to, da so nekatere strategije refleksije, kritike pa odpora, ki jih je do zdaj prevzemala, v bistvu postanejo vprašljive ali pa neučinkovite, recimo iskanje nekih razpok, nekonsistenc v sistemu postane precej oteženo, ko ta sistem v bistvu postaja toliko nepregleden, da ga enostavno ni več mogoče v realnem času slediti in se tudi odmika od človeka na način, da v bistvu neke strategije izstopa ali pa pasivizacije ali pa neparticipacije v bistvu izgubljajo svojo moč
hkrati z povečevanjem, se pravi, hkrati z odmikanjem tega sistema, hkrati z nekako obsoletnostjo človeka v procesih teh sistemov. Tako da ja, to vprašanje v bistvu ostaja odprto, se ga pa ta dela morda na določen način dotikajo in odpirajo določene vstope, kako bi se ga lahko lotevali.